TV. Kids TV. Dober večer, otroci. Ste pripravljeni na novo dogodivščino? Odlično! Danes vam Diana preberem pravljico z naslovom Lešnik je moj. Lešnik mi je padel, je veverica zaklicala ježu, ki je stanoval v pritličju drevesa. Vrzi mi ga nazaj. Ta lešnik je moj, je bil prepričan jež. Takoj mi ga vrni, se je razjezila veverica. Nikakor, je vztrajal jež. Tako sta se veverica in jež prerekala za en samcati lešnik. Potem je mimo prišel hrošč rogač. Čemu se prepirata? Lešnik mi je ukradel, je veverica obtožila ježa. Nisem ti ga ukradel, se je branil jež. Sam je padel pred me. Ti povej, čigav naj bo lešnik, je hrošču rogaču predlagala veverica, jež pa se je s tem strinjal. Težko bi sodil, čigav naj bo lešnik, jima je rekel hrošč rogač. Oba imata prav, naj v miru razmislim. Že včeraj mi je jež pojedel rozine, ki sem jih po nesreči stresla, je povedala veverica. Ti pa si mi oglodala hruško, ji je vrnil jež. Tako ali tako je bila gnila in črviva, se ni pustila veverica. Kaj pa slive, ki so mi zadnjič padle s hrbta, so bile tudi tiste gnile in črvive, ni odnehal jež. Veverica ga je presenečeno pogledala, saj je bila prepričana, da jež ni opazil, da je izgubil nekaj sliv. A namesto, da bi mu odgovorila, ga je napadla z novim vprašanjem. Raje povej, kam je izginil koruzni storž, ki so mi ga prinesli vrabčki. Zdaj je v njun prepir posegel rogač. Če se bosta takole pričkala, ne bom mogel v miru razmisliti, čigav naj bo lešnik, je rekel. Toda veverica in jež sta se prepirala naprej in se za hrošča rogača sploh nista menila. Koruze ne maram, pa če tudi bi bila pečena, je jež zaklical veverici. Ne bo držalo, mu je očitala veverica. Zadnjič si pekel koruzne palačinke, vse do vrha krošnje je pridišalo. Obiske sem imel, se je branil jež. Saj, se je jezila veverica, zaradi hrupa, ki ste ga zganjali, nisem spala celo noč. Česa ne poveš, je bil čedalje bolj jezen jež. Rad bi ti povedal, da poskakovanja in preganjanja tvojih prijateljev po tem drevesu ne bom več dolgo prenašal. In jaz ne bom več dolgo prenašala tvojega glasnega smrčanja, mu je zabrusila veverica. Potem je jezno zaloputnila vrata drevesne dupline, kajti ježevega prepiranja je imela vrh glave. Tudi jež je jezno zaloputnil svoja vrata, saj je tudi njemu veveričino prepiranje že močno presedalo. Tako sta veverica in jež kuhala za mero vsak v svoji drevesni duplini. Hrošč rogač je zdaj končno lahko v miru razmišljal. Veverica in jež nista pozabila samo nanj, ampak tudi na lešnik, zaradi katerega sta se začela prepirati. In ker jima ni bilo več mar zanj, ga je pobral s kleščami in se z njim odpravil domov. Med potjo pa je premišljeval, ali naj lešnik zavije v sadno ali v zelenjavno palačinko. Že poznate rek, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Zdaj pa, dragi otroci, hitro spat. Oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in sladke sanje. Kvisko živali. Dan, otroci, novih 6 vprašanj imam za vas. Ste pripravljeni? Začnimo. Antilopa, kamela, gepard. Katera izmed 3 živali ima 2 grbi? Katera izmed 3? To je kamela. Dvogrba kamela živi udomačena v vseh suhih predelih Azije, od Turčije do vzhodne Kitajske. Kamele so najbolj prepoznavne po značilni grbi, kjer shranjujejo hranilne snovi v obliki maščob. Zelo dobro so prilagojene na sušne razmere, so tudi zelo hitre.
Gremo dalje. Emu, gorila, jelen. Katera izmed 3 živali je ptič? No, katera? Emu. Aha, emu je ptič in to drugi največji ptič na svetu. In ne zna leteti. Živi v Avstraliji. A ja, prvi največji ptič pa je noj. Emu v višino meri skoraj 2 metra in je prevelik in pretežak, da bi lahko vzletel, zlasti zato, ker ima majhna krila. Gremo naprej. Kača, kenguru, konj. Katera izmed 3 živali spada med vrečarje? Katera izmed 3? To je kenguru. Aha, kenguru je simbol Avstralije in samo v Avstraliji živijo na prostem. So rastlinojedi, imajo močne zadnje noge, ki jim omogočajo hitre in dolge skoke, pri katerih uporabljajo rep kot krmilo za ravnotežje. Kenguruji spadajo med posebno vrsto sesalcev, imenovano vrečarji. Gremo naprej. Krokodil, lev, mandril. Katera izmed 3 živali živi v krdelu? Je to krokodil, lev ali mandril? Lev živi v krdelu. Tako je. Lev je velika mačka. Zaradi goste samčeve grive se med vsemi mačkami samec in samica najbolj razlikujeta. Danes živijo levi v prostranih savanah in stepah južno od Sahare in na zelo majhnem teritoriju v Indiji. Levu rečemo tudi kralj živali. Medved, metulj, miš. Katera izmed 3 živali je žuželka? Kaj mislite? Metulj spada med žuželke. Vsem je skupno, da imajo 3-delno telo, sestavljeno iz glave, oprsja in zadka, ki vsebuje prebavila in spolne organe. Na oprsju sta nameščena 2 para kril, sprednji in zadnji, in praviloma 3 pari nog. Poznamo jih okrog 160 tisoč različnih vrst. Kljunati ježek, noj, opica. Katero izmed 3 živali uvrščamo med žive fosile? Tole vprašanje je nekoliko težje, ampak nič hudega. Res je, kljunatega ježka uvrščamo med žive fosile. Veste, poleg kljunašev so zadnji predstavniki stokovcev, sesalcev, ki ležejo jajca. So ena najstarejših živečih vrst sesalcev, saj so se na Zemlji pojavili že pred 200 milijoni let in prav zato jih uvrščamo med žive fosile. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. A gremo skupaj? Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. A smo pripravljeni na nov risarski podvig? Smo, kaj ne? Ste že kaj radovedni? Kaj se danes naučimo narisati? A vam povem, a vam pokažem? Spet nam bo zelo prav prišla knjiga Čivčav s svojimi napotki. Danes sem se odločila, da se gremo majčkeno shladiti v morje. In sicer nam bo družbo delala meduza. Pa začnimo. Najprej morate imeti nekaj za risati. Papir imate? Dobro. Imate tudi barvice ali flomastre ali mogoče voščenke? Imate? Dobro. Jaz tudi. Jaz bom izbrala moder flomaster. Tale me spominja na morje.
In bomo začeli tule pri napotku številka 1 in tak polkrog bomo naredili. Evo, narišemo en tak polkrog. Ste? Vam je uspelo? Odlično. Gremo na napotek številka 2. Tule bomo tale del z vijugasto črto povezali s temle delom. No, poskusite. Vijugasta črta. Tako. Odlično. Napotek številka 3, naša meduza dobi oči. Pa ji narišemo 2 krogca. 1, 2. Takole. Na napotku številka 4 se naša meduza na široko smeji. Pa ji narišemo še en tak polkrog. Tako. Na napotku številka 5 pa dobi naša meduza prvo lovko. In lovke so ravno tako valovite, samo da so navpično narisane. Pa začnimo. Takole. Ene so lahko daljše, ene nekoliko krajše. Vse so valovite. Tako. Odlično. Ha. Krasno! No, koliko lovk ste narisali? A preštejemo najprej moje? No pa dajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moja meduza ima pravličnih 7 lovk. Kaj pa vaša meduza? No, preštejte, bom počakala. No, koliko? 6, dobro. 8, dobro. 5, odlično! Vsaka meduza ima svoje število lovk. In ko smo meduzi narisali lovke, smo pravzaprav tudi zaključili z našo risbico. Ampak, če pogledamo tule, v Čivčav knjigo, tule so narisali še 2 mali meduzici. Kaj pa, če mi za vajo narišemo še 2 mali meduzici? Ste za? No, dajte, izberite si drugo barvo flomastra oziroma barvice. Jaz si bom izbrala tokrat roza barvo in bom tule zraven narisala še eno malo meduzico. Pa kako smo rekli, gremo po vrsti. Narišemo najprej polkrog, tako, pa z valovito črto povežemo tale del s temle, se pravi levi del z desnim delom, pa ji narišemo oči, takole, pa usta, tudi ta se bo smejala, pa še lovke ji manjkajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tale bo imela 6 lovk. Pa bom zamenjala flomaster in si tokrat izbrala recimo zelenega, svetlo zelenega in bom narisala še eno majhno meduzico tule. Polkrog, povežem levi del z desnim, z vijugasto črto, meduza dobi oči, takole, in mogoče je lahko ta meduza presenečena. Pa ji narišemo namesto veselega obraza en krog. In je začudena. Koliko meduz je Diana narisala? Recimo, dajmo še lovke ji narisati. 1, 2, 3, 4, 5. Evo, jaz sem narisala koliko? Koliko meduz sem narisala? A preštejemo? 1, 2, 3. 3 meduze sem narisala. Medtem ko meduzice lepo plavajo v vodi, se moram jaz posloviti od vas. Ampak ne za dolgo. Sej veste, z nami se lahko družite še in še in še na Timi Kids TV. Objem, poljubček in pa do prihodnjič! Sva ready? Okej. Pravlično jo. Ajde, pitko. Mi sva ready. Gremo, akcija. Živjo, dobrodošli spet na Timi Kids TV. Danes sva z vami Maja in pa... Jaka. Seveda pa tudi naša Diana. Za vas sva pripravila nekaj prav posebenega in kmalu vam pokaževa. Jaka, jim izdaš, kaj sva pripravila? Ja.
Pravlično? Pravlično jogo. Pravlično jogo, ja, res je. Povedala vam bom pravljico, midva pa vam bom pokazala prave jogijske položaje. Ste že kdaj delali jogo? Ja? Ne? Danes se nama pridružite, pa jo bomo skupaj. Predno začnemo s pravljico, pa se bomo malo nadihali in napihnili čarobno žogico. Midva imava kar vsak svojo, vi pa nama boste pomagali. Najprej pa se zelo udobno usedimo, takole se usedimo, zalepimo eno vrvico na vrh glave ali pa jo kar pršijemo, da bo bolj držala, da ima pršiti. Šivamo, 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 šivamo. Potegnemo vrvico zato, da zrastemo. Zrastemo visoko, visoko, visoko. Odlično. Vrvico spustimo, nič ne pademo dol. Tako. In potem pomasiramo nos. Kje imamo nos? Tukaj. Pomasiramo in naredimo globoko dih. Potem pa pihnemo, da napihnemo žogico. Pa dajmo vdih. In pihamo počasi. Bravo, odlično nama pomagate. Pa dajmo še enkrat. Pomasiramo nos, naredimo vdih in pihamo. Ste pripravljeni? Ponovimo še enkrat. Pa dajmo. Pomasiramo nos, naredimo vdih in pihamo. Tole vam gre zelo odlično. Sedaj pa je na vrsti pravljica. Z naslovom Resnično dobri prijatelji. Ja, kaj imaš ti kakšne prijatelje? Ja, v šoli. V šoli imaš prijatelje. Wow, super. Kaj pa vi? Imate tudi prijatelje? V vrtcu? Tudi v šoli? Odlično. Mala miška se je odločila, da gre svoje prijatelje čakat kar na rečni breg. Pa narediva malo miško. Sedemo se na svoje noge. Poglej, kaj je že kar miška. Tukaj je hiter. Pripravimo male prstke, to je miška zelo hitra. In kot miške zlezemo naprej, tiki, 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 z majhnimi drobnimi korakci in naredimo miške takole. Ko smo miške, se malo spočijemo. In veste, kaj lahko še naredimo? Lahko en drugega tudi pomasiramo, takole. Masiramo, masiramo, masiramo. Ja, kaj ti paše? Ja. Kaj pa, če te malo požgečkam? Odlično. Ko je miška tako počivala, pa je mimo priskakljal zajček. Pa narediva zajčka. Tole, sva zajčka. Kaj pa zajčki delajo? Skačejo. Skačejo, pa dajmo malo poskakati. Hop, 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 hop. Še druga stran. Hop, 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 hop. Odlično. A sva se malo zmatrala? Ja. Malo sva se. Miška in zajček sta tako sedela na travniku in še naprej čakala miškine dobre prijatelje. Zazrla sta se v travo in tam zagledala pisane metuljčke. Pa zalepimo noge skupaj, jih objamemo in potem z nogami krilimo, kot bi bili metuljčki. Takole letimo, letimo, letimo. In pisani metuljčki so leteli po travniku. Meni je najbolj všeč rumen metuljček. Kakšen pa tebi? Pa svetlo moder. Kakšne barve pa je tebi všeč? Roza, vijoličen, rdeč, Zelen. zelen, tudi zelen lahko, ja. Tako letijo metuljčki. Leti, 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 metuljček. Leti, 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 leti. Čebelica. Ja, tudi čebelica leti. Pa naredimo še čebelico. Tokrat bomo čebelico le slišali, zato napnemo ušesa. Spet pomasiramo nos, naredimo vdih skozi nos. In potem naredimo tako. Ponovimo še enkrat. Spet pomasiramo nos, naredimo vdih. Tako so brenčale čebelice. Miška in zajček sta jih poslušala. Potem pa sta v reki zagledala žabico, ki je priplula s svojim čolnom. In zdaj bova midva kar skupaj naredila čoln. Ti pa hitro poišči mamico in pa očja, da naredite skupaj. Primemo se za roke, zalepimo eno nogo, zalepimo drugo nogo in naredimo čoln. V tem čolnu je plula žabica. In potem, ko je prišla na breg, je skočila ven. Najprej zalepimo eno roko na tla,
zalepimo drugo roko na tla, smo žabice in potem rega, rega, kvak, skočimo z nogami nazaj. In rega, rega, kvak, skočimo naprej. Rega, rega, kvak nazaj in rega, rega, kvak naprej. A še enkrat? Ja. Rega, rega, kvak nazaj in rega, rega, kvak naprej. Tako, super. Žabica je priskakljala in vprašala miško in zajčko, kaj počneta. Če ima ni nič dolg čas. Ah, kje je dolg čas? Čakata miškine dobre prijatelje. Tudi žabica se je želela pridružiti in seveda sta jo povabila zraven. Tako so čakali in čakali. Potem so se zazrli v nebo, bil je lep sončen dan. Samo en sam oblak je bil na nebu. Narediva en oblak. Enega narediva. Se zdaj lahko kar k meni obrneš, lahko ga v bistvu narediva skupaj. Takole. Malo ga zalepa skupaj in se malo nagneva nazaj. Tako, en oblaček je bil na nebu. Bravo. Ko so tako opazovali nebo, je mimo počasi prišla želva. Pa narediva še želvo. Takole. Se uležemo na tla. Zdaj je ponovno čas, da si malo odpočijemo. Želva se rada skrije v svoj oklep, pa se skrimo še mi. Tudi želvo je zanimalo, kaj počnejo miška, zajček in žaba. Povedali so, da čakajo miškine dobre prijatelje. Tudi želva bi se rada pridružila. Iz nahrbtnika je vzela svoje sendviče, ki jih je pripravila za malico in jih razdelila med druge. Zdaj pa tudi mi naredimo sendviče, jaz sem že kar malo lačna. Stegnemo noge, vzamemo en velik kos kruha in potem namažemo. Kaj imate najrajši, kakšen namaz, sladek ali slan? Slan. Slan. Pa namažemo, kakšen pa je to namaz? Kamar pa pašteta. Odlično. Pa namažemo. In tu na gor. Vse to. In potem vzamemo še en kruh, če delamo sendvič. Še en kruh in naredimo sendvič. Odlično. Tako. Sendviči so narejeni, potem jih pojemo. Kako so slasni. In ko so se živali tako najedle, so bile malo tudi utrujene, zato so se na travniku ulegle. Pa se uležemo, sedaj se spočijemo tudi mi. Sonce je še vedno sijalo na nebu in je nežno pobožalo vse živali. Sedaj pa si predstavljaš, da sonček nežno poboža še tebe. Sonček poboža tvoje noge, sonček poboža tvoj trebuh, sonček poboža tvoj hrbet in nato še tvoje roke. Na koncu sonček poboža še tvoj obraz in te nežno požgečka. Tako, sedaj smo se spočili in smo pripravljeni na nove dogodivščine. Miška se je zahvalila, da so čakali z njo in rekla, da se bo odpravila domov. Živali so bile žalostne. Ne, zakaj se boš odpravila sedaj domov? Mi bomo s tabo počakali, tvoje dobre prijatelje. Je rekla, sej vi ste pa hecni, pa sej ste vi moji dobri prijatelji, zdaj jih ne rabim več čakati. Živali so kar malo zardele od veselja. Miška se je poslovila in se dogovorila, da se jutri spet dobijo. Tako, živali so odšle domov, pravljice je konec. Je vam bila všeč? Jaka tebi? Meni je bilo super. Odlično. Zanimiva. Potem sem, zato da jo še kdaj ponovimo, oziroma ne isto, seveda novo pravljico in se ponovno podamo po jogijski poti. Do takrat pa lepo se imejte in se vidimo kmalu. Dio! Dio! Od kod te blatne
Dober večer, otroci. Danes vam preberem pravljico Ela počasnela. Želvica Ela je bila zelo počasna želvica. Še govorila je bolj počasi, zato se jo je kmalu prijelo ime Ela počasnela. Daj, pohiti že, jo je po zajtrku priganjala mama želva. Pomila je že vse skodelice, samo še na njeno je čakala. Saj bom, je obljubljala želvica Ela. Hitim, kolikor le moram. A njena skodelica je bila še vedno do polovice napolnjena z vročo čokolado, medtem ko so jo druge želvice že zdavnaj popile in so se na vrtu igrale skrivalnice. Tudi jaz bi se igrala z vami, je rekla, ko se jim je končno pridružila. Prav, mižiš, je rekla želvica Kaja. O ne, so protestirale druge želvice. Do večera bo trajalo, da nas bo Ela počasnela vse našla. Tako se želvica Ela z drugimi želvicami ni igrala skrivalnic, pa še marsičesa drugega zaradi svoje počasnosti ni počela skupaj z njimi. Pravzaprav se z drugimi želvicami, razen pri jedi, sploh ni družila. Toda nekega dne se je vse spremenilo. Kam pa tako hitiš? Jo je vprašal Pavš. Hitim? Se je začudila želvica Ela. Skoraj bi me pohodila. Oprosti, res te nisem videla, se mu je opravičevala presenečena želvica Ela. Če ne bi pogled upirala v tla, bi me zagotovo opazila. Pa ne samo mene, ampak tudi druge čudovite stvari. Katere čudovite stvari? Ga je presenečeno pogledala želvica Ela. Le ozri se malce okrog sebe, je rekel Pavš. Želvica Ela je dvignila glavo in pogledala na desno. Prav blizu poti je zagledala mravljice, ki so pod košato jelko gradile svoje domovanje. Neverjetno, je rekla, ko jih je nekaj časa opazovala. Delajo brez premora, jo je podučil Pavš. Vse dokler njihov dom ni zgrajen. Želvica Ela se kar ni mogla načuditi njihovi spretnosti in vztrajnosti. Potem je tik nad mravljiščem zagledala Pajkovo družino. Tudi oni so imeli polne roke dela. Sproti so izdelovali pletivo in z njim pletli mreže. Kako močne niti, se je čudila želvica Ela. Pavš je prikimal. Vsi tkejo in vsi pletejo. Potem mreže prepletajo med seboj. Tako jim niti najmočnejši veter ne more do živega, je razložil. Želvica Ela ga je z zanimanjem poslušala. Potem je na drugi strani poti v drevesni duplini opazila par siničk. Poglej, je bila navdušena. V kljunčku prinašata slamice in jih slino lepita skupaj. In tako bosta spletla gnezdo za svojo družino, je dodal Pavš. Želvica Ela je še dolgo z zanimanjem opazovala siničji par. Pa tudi mravljice, ki so svoj dom zdaj gradile že v nadstropjih. In pajke, ki so svoje mreže pletli kar po zraku. Neverjetno, neverjetno, je ponavljala želvica Ela. Da lahko opravijo takšno delo, morajo biti zelo spretni. Prav vsak je v nečem spreten, je rekel Pavš. Tudi jaz? Se je začudila želvica Ela. Tudi ti, je zatrdil Pavš. Toda jaz sem vendar tako zelo počasna, ga je presenečeno pogledala želvica Ela. Tudi jaz sem počasen, je rekel Pavš. Pravzaprav sem še počasnejši od tebe. A prav zaradi svoje počasnosti lahko opazim čudovite stvari, ki jih vsi, ki ste hitrejši od mene, ne opazite. In tako vam pomagam, da jih tudi vi lahko vidite. Prav zares, mu je pritrdila želvica Ela, ki brez Pavža, mravljic, pajkov in siničk zagotovo ne bi opazila. Toda zakaj bi jaz lahko bila nadarjena, je spraševala Pavža. Pavž ji ni znal odgovoriti, zato želvici Eli ni preostalo drugega,
kot da se mu zahvali, ker ji je pomagal videti čudovite stvari in pohiti proti domu. Končno! So vzkliknile želvice, ko se je prikazala na hišnem pragu. Ela počasnela je doma, so hitro obvestile mamo Želvo. In ker so bile zdaj vse želvice na kupu, je mama Želva na mizo postavila večerjo. Sadne palačinke z marmelado in čokoladno mleko. In ko so želvice pojedle še zadnjo palačinko in popile še zadnjo kapljico čokoladnega mleka, je želvica Ela začela pripovedovati. Nekoč, v davnih časih, ko je za 9 gozdovi živelo kraljestvo začaranih mravljic, in potem je pripovedovala in pripovedovala o pridnih mravljicah in o modrem polžu, pa o bogatih pajkovih mrežah in o spretnih siničkah. In pripovedovala je, kot je znala pripovedovati samo ona, zelo počasi. In tako se je potem godilo, večer za večerom. Želvica Ela je pripovedovala nadvse nenavadne in čudovite zgodbe, po katere je čez dan odhajala v gozd. Želvice pa so jo vedno znova, kot začarane, poslušale. In prav nikoli je niso priganjale naj pohiti, prav nasprotno. Ko bi morale že zdavnaj v posteljo, so jo celo prosile: bolj počasi, Ela, bolj počasi. Kaj ti raje, kot da bi spale, bi želvico Elo in njene zgodbe vso noč poslušale. Polž je imel prav, čisto vsak izmed nas je v nečem dober. In želvica Ela je odkrila svoj talent. Pripovedovanje zgodb ji več kot očitno gre odlično od ust. Le kaj gre vam še posebej dobro od rok? Malo razmislite, pa mi zjutraj poveste, zmenjeno? Zdaj pa hitro, hitro spat. Le še objem, poljubček in lahko noč. Živjo, otroci! Pozdravljeni, otroci! Midva sva, jaz sem Jasna. Jaz sem Jaka. Jaka, ja. Če se naj spomnite, smo že zadnjič z vami ustvarjali in sicer kaj smo delali takrat? Sluz. Sluz, ja, če se spomnite, če ne si pa pogledajte za nazaj malo. In tudi danes bomo ustvarjali, a ne? Pa da zraven se bomo še kaj naučili. Ja, nekateri otroci tu živijo, pa bojo samo ponovili, a prav? Ja. O čem smo se midva pogovarjala? Oblita. O oblikah. Pa še barve bomo vključili. Oblike in barve. Barve. Kaj pa sploh so oblike? A znaš kakšen našteti? Klot. Krog, kakšen je krog? A ga kar tako naredi? Okrogel. Okrogel. Kaj pa je na primer okrogle oblike? Evo, Pika. pika, ja, pika. In kdo je rekel? Žoga. Žoga je tudi okrogla, Ja. a ne? Potem kaj še, katero še poznamo obliko? Tritotnik. Trikotnik, ja, trikotnik je kakšne? Take oblike, a ne? Ja. Kot gora mogoče, a ne? Ja. Ja, še kaj se spomnimo? Ja. A kdo mogoče še kaj ve? Kvadrat, tako je, kvadrat. Kvadrat, kakšen je pa kvadrat? Torej, narediš to. Hop, Hop, hop. hop, hop. Ja, tako, vse stranice so enako dolge in 4 so, a ne? Naprimer kot kocka, Ja. ali kaj podobnega. Potem pa dajmo dodati še eno. Ja. Kaj? Naprimer, Tritotnik. pravokotnik, ja, pravokotnik. Kaj pa je naprimer pravokotne oblike? Torej, pa tisto. Naprimer tale list. Tale. Tale list je pravokotni, ima tudi 4 stranice, ampak niso vse enako dolge, Ja. a ne? Bomo mi to kar ustvarili nekaj z oblikami, da si bodo otroci lažje predstavljali in Ja. ti, a ne? Ja. Ja, pa še barve bova vključila. Tako da preden začnemo ustvarjati, pa da se nama bodo tudi otroci lahko pridružili pri ustvarjanju, bova povedala, kaj rabijo in si boste otroci tudi vi prinesli te stvari, te pripomočke in bomo skupaj naredili nekaj, a ne? Ja. Kaj rabimo? Najprej sva že rekla, List. list papirja, pa potem kakšen svinčnik, Škarje. škarjice, ja. Barve. Ja, tempere barve so se pripravila, pa kaj še? Čopiče. Ja, kaj pa tole? Tole pa Paleta, pleta. paleta in pa lončke z vodo, da bova malo čopiče sprala, a ne? Ja.
A počakava zdaj še otroke, da si vse to prinesejo, potem pa Ja. skupaj začnemo ustvarjati, a ne? Ja. Dobro, zmenjeno. No, smo si pripravili vsi? Ja. Otroci, imate vi tudi pripravljeno? Tisti, ki pa nimate, boste pa kdaj drugič, samo gledajte pa boste kdaj drugič, a ne ustvarili. Tako, ok, zdaj smo zmenjena tako. Najprej si bomo pripravili list in pa škarje, a boš ti tega le krokodilčka, pa bo. Jaz tele roza. Zdaj, ker imamo 4 oblike, bi bilo najboljše tale list dati na 4 dele, a ne? Potem bomo pa narisali oblike. Bova zrezala na polovico, pa še te na polovico. Ja. Ja? No, približno najdi polovico, pa si razreži na polovico, takole. In otroci, vi tudi tako naredite doma. Če imate pa že tako ali tako manjše liste, pa ne rabite rezati, a ne? Ja. Tako. Ja, ste razrezali na polovico? Midva sva že, ne? Ja. Tako. Zdaj pa vzamemo ta list in še tega lepo razrežemo na polovico. In s tem vadimo kaj? Rezanje, a ne? Ja. Križanje. Tako. Tako. Super vam gre. Evo. Še naslednji list razrežemo na polovico. Tako, tega velikega. In dobimo 4 liste, 4 majhne listke. Tako, ja. Kar počasi. Pri rezanju moramo biti pazljivi, predvsem pa natančni, a ne? Ja. Še posebej potem, ko bomo oblike vrezali, bomo zelo natančni. Tako, a smo dobili 4 liste? Ja. 1, 2, 3 in 4. Super. Zakaj pa 4? Ker smo prej našteli koliko oblik? 4 smo našteli. In zdaj bomo en list vzeli, vzamemo si še svinčnik. Ja, škarje, ker lahko odložite. In najprej bomo narisali katero? Prej smo rekli krog. Bomo najprej krog narisali? Ja. Ja, otroci, znamo krog? Takole, Takole. kot žoga, ne? Ja. Bova narisala, vsak svojega nariševa. Tako kot znamo. Tako, približno. A ne, s prosto roko ni lahko narisati lep krog, a ne? Ja. Super. No, in kaj bomo zdaj mi s to obliko? Ja bomo pobarvali. Pobarvali. Še prej pa najbolj, da kar na vse listke mi nariševa oblike, da jih potem izreževa. Prav? Ja. Naslednjega smo rekli kaj? Kvadrat. Kvadrat, lahko kvadrat. Se spomnimo, kvadrat je tisti, ki ima vse stranice enako dolge, a ne? In narišemo na list kvadrat. Se potrudimo, da so vse enako dolge, čeprav čisto enako dolge ne bojo, a ne? Ja. Tako, evo, jaz ga že pokažem. Približno kot neka kockica, a ne? Ja. Takole. Ste narisali, otroci? Smo? Dobro. Gremo zdaj na naslednjo obliko. Kaj smo še prej našteli? Levotoknik. Pravokotnik. To je pa v bistvu že podobno, kot že imamo zrezano. Ja. Pa ga vseeno narišimo, ne? To je tisti, ki nima vseh stranic enako dolgih. Ja. Torej naredimo takole, pa malo daljšo stranico, spet malo krajšo in malo daljšo. Takole narišete. Dolga, pa malo krajša, spet dolga in malo krajša. Tako, kar počasi. Pa ravne črte delamo, a ne? Ja. Ker imajo oblike ravne črte. Ja. In ostal nam je še, kdo se spomni? Trikotnik, tako je, še trikotnik. Kakšen je pa že trikotnik? Kot gora. Narišemo trikotnik. Takole. In imamo trikotnik s 3 stranicami. Ja. Si narisal? Ja. Super, smo si narisali? Dobro, zdaj pa vzamemo škarje, škarjice, pazljivo, da se ne urežemo in ta trikotnik izrežemo ven. Ja? In pri tem smo kaj? Pazljivi in pa Pazljivi. in pa natančni, tako je, natančno po črti režemo, a ne? Po črti. Po črti, tako. Še otrokom povedal, a ne? Ja. Tole. Tole nam gre. Super. Kar
počasi si vzamemo čas, tukaj ne rabimo hiteti, a ne? Ja. Ker potem bomo odrezali te, ker ni treba, a ne? Ne bo. Evo, moj trikotnik je že izrezan. Počakam še na našega Jakata in na otroke. Tako, evo. Zdaj je že Jaka izrezal trikotnik. Ga imate vi tudi? Ja. Ja, evo, vsi imamo zdaj trikotnik. Tako, gremo k naslednji obliki. Kaj smo imeli? Kvadrat smo imeli potem, a ne? Ja? Vzamemo škarje, naš listek s kvadratom in izrežemo. Lahko tudi druga oblika najprej izrežete, kakor želite. Takole. Lepo natančno po črti. Super. Ti gre, Jaka? Ja. Moj kvadrat je že, vse stranice ima približno enako dolge in ga priključim zraven k trikotniku. Medtem ko Jaka še reže, vidim, da tudi vi še režete kar počasi, nikamor se ne mudi, a ne? Pokaže svoj kvadrat. Ja. Takole, kvadrat imamo. Naslednji bo kaj na vrsti? Levo tudi. Pravokotnik, izrežemo še pravokotnik. Pa še krog. Potem pa še krog, tako je. In potem se lahko končno lotimo barvanja, a ne? Ja. To bo šele zabavno. Kaj ti raje delaš, strižeš ali barvaš? Strižem. Strižeš raje, a pa vi otroci? Tudi? Aha, nekateri pa raje barvajo, no? Vidiš, vsak po svoje. Tako, moj pravokotnik je že. Ga priključim trikotniku in kvadratu. Še Jaka, da počakamo. Še malo. Ste tudi vi že pri koncu? Tako, no pokaži svoj pravokotnik in ga priključi k ostalim. Kaj nam je še ostalo? Klot. Še krog nam je ostal. No pa še krog. Lepo natančno po črti odrežemo. Takole. Tako počasi, malo pa pomalo, da bo res krog, a ne? Ja. Ja? Rabiš pomoč, Jaka? Ne. Dobro. Tako, kar počasi, malo pa pomalo, da ne bomo kar cele stranice odrezali. Škarji zdaj ne bomo več potrebovali, lahko pospravite, prav tako svinčnik. Jaz sem že pripravila, da bova barvala. Prav? Imaš vse? Krog, ja? A zdaj bomo ponovili vse. Imate vsi izrezano? Super. No, evo. Pokažemo. Najprej smo prej povedali za krog. Naprimer, krog. Potem smo kaj? Naslednja stvar je bila pravokotnik. Tako. Potem takole živijo kvadrat. In pa to je trikotnik. Zdaj bomo pa te oblike pobarvali, a ne? Da bodo različnih barv. Tele smo si že pripravili nekatere barve. Ja. To je Modra. blue, modra. Ja, lahko povemo tudi v angleščini, a ne? Modra ali po angleško? Blue, bravo. Potem imamo kaj naslednja barva? Po slovensko? Red ali rdeča. Rdeča ali po angleško? Red, ja. Potem najprej po slovensko povemo, kaj je to? Green je, ja. Angleško je green, slovensko je Pa zelena. zelena, ja. Tako, bravo. Vidiš, tudi otroci že znajo angleško. In tole je yellow ali po slovensko? Rumena, tako. Imamo 4 barve. Ja, jih bomo dali kar na našo paleto. Tudi vi, otroci, si lahko pripravite, kater čopič si boš ti izbral. Tale. Zelen. A je to zelena? Ja. Ja. Jaz si bom pa kar green. Ja, green. Jaz si imam pa vijoličnega. Pripravimo si še eno podlogo. Tudi doma lahko vzamete časopis, kakšno staro reklamo, a ne, da ne bomo barvali po mizi, a ne, predvsem zato. Tako, in zdaj bomo te barve stisnila si na paleto. Bomo vzeli naprimer najprej
blue, modro. Modro. Bova dala tukaj gor. In bova krog pobarvala na modro. Tako. Si vzamiš, lahko malo že zmočiš čopič. Tako. In vi otroci malo zmočite, namočite v barvo, v tempera barve in bomo krog pobarvali v modro. Blue. Tako. Kakšna lepa modra barva. Na kaj te spomni modra barva, Jaka? Ne vem. Mene, na primer, kar na morje spomni, a ne? Aha, nekdo je rekel na nebo. Na nebo. Nebo je tudi modro? Ja. Tudi je lahko modro, a ne? Pa kaj je še modro? Se bo še kdo spomnil kaj modrega? Je kakšna žival modre barve? Kakšne ribe so lahko tudi modre barve, a ne? Ja. Ja? Ribe. Tako. Evo, moj je že cel moder. Lahko kar malo bolj namočiš notri. Tako. Kar lepo počasi in pobarvamo kar celoten krog. Da bo vse pobarvano, da ne ostane nič belega. Tako. Ja. Mogoče bojo malo umazani prstki, ampak nič hudega, ker bomo potem roke oprali, a ne? Jaz bom tukaj že malo zmočila čopič, da ne bo ves moder. Takole. Ti gre? Ja. Ja. Takole. Pokažem, takle moder krog. Zdaj moramo pustiti, da se posuši, a ne? Ja. Se bo posušil. Lahko si vzamete tudi kakšno brisačko. Se malo obrišete prste, a ne? Ja. Boš ti še do konca pobarval? Evo, sem že. Aha, dobro. Na, lahko si malo prste obrišeš tako. Oba imava moder krog. Ste pobarvali? Super. Nadaljujemo. Kaj bomo zdaj barvali? Da je to dodala. Ne, kaj je to? Od gora je trikotnik, ker ima 3 kote. Katero barvo bomo zdaj izbrali? Izberemo zeleno mogoče. Rdečo. Rdečo? Ja. No, pa dajmo rdečo. Kako smo rekli, da je po angleško rdeča? Red. Red, ja. Imamo rdečo barvo. Tako. Si pripravil? Ste si tudi vi trikotnik pripravili? Dobro, speremo čopiče. Še tvojega pripravim. Dajmo vsi ga še speri. Obrišemo in gremo pobarvati trikotnik. Na katero barvo? Red. Rdečo. Ja. Kaj pa je na primer rdeče barve? Rdeča barva je Kaj pa kakšen znak na cesti? Tudi znaki na cesti so teh oblik, ko smo zdaj rezali, a ne? Rdeč. Tisto, da je stop. Stop znak je rdeč, ja, stop znak je. Zakaj pa misliš, da je rdeče barve? Ja. Zakaj? Tako, da bolje vidimo, ja, ker je rdeča barva precej močna barva, a ne? Ja. Ja, in bolje vidimo stop znak. Ja. Tako. Moj trikotnik je končan. In ga spravim, da se posuši. Tele gor. Super. Si spereš čopič in si izbereva kaj? Naslednjo. Zberemo naslednjo obliko. Aha. Naslednja oblika bo pravokotnik. Ja. No, dajmo pravokotnik. Ti da imam jaz? Aha, ne. Tole je tvoj, tako je. Damo nekam, kjer še nismo barvali. Tole, katero barvo bomo zdaj izbrali? Rumeno. Rumeno, ja. Lahko izberemo rumeno. Rumena barva, ali po angleško smo rekli, je kako rumena? Yellow. Yellow, tako je. Yellow. Vzamemo čopič. Ja. A tu si pripravljene barve? Evo, tako. Evo, lahko barvamo naprej. Moj bom imel malo dodane rdeče barve, ker nisem dobro spravila čopiča, ne? Ja. Ampak se ne bo videla na koncu. Ja. Ja. Danes bomo še pokazali, kako lahko potem kaj sestaviš iz tega, iz teh likov, a ne? Iz teh oblik. Tako. Počakamo še, da se pobarvate. Moj pravokotnik je že rumen. Tole lepo rumene barve. Ga bom dala tukaj spredaj sušiti. In zdaj nam je ostala še ena barva. Katera barva je še ostala?
Zelena. Zelena je še ostala. Green, ja, green. In še zeleno pobarvamo kvadrat. Kvadrat naš. Barjenje je dobro, ker tudi sprošča, ne? Smo že zadnjič povedali, ko smo delali soluz, da ko ustvarjamo, se sproščamo. Tako da, kada ste žalostni, jezni, kaj še. Ko niste pri volji, pa je najboljše iti kar ustvarjati, a ne? Ja. Potem smo pa boljše volje, malo se pomirimo, a ne? Ja. Si že pobarval. No, smo zdaj že vsi končali. Vsi so že končali. Zdaj imamo pa narejene naše 4 oblike, a ne? Ja, naš izdelek je končan. Bomo še enkrat ponovili. Najprej smo imeli katero obliko? Krog. V katero barvo smo ga pobarvali? Modro, tako je? Ali blue po angleško. Potem smo imeli, tole je trikotnik, tako je. Trikotniki smo ga pobarvali v rdečo barvo ali? Ja. Red, ja. Potem smo imeli rumen pravokotnik, tako je, rumen pravokotnik. Yellow, ja. In pa še zelena barva. Katera oblika je to? Kvadrat, ja, super. Tako, naučili smo se 4 oblike, pa 4 barve smo ponovili, ne? Vam pa doma starši lahko pomagajo še kakšno obliko se spomniti, pa še kakšno barvo dodate in jo pobarvate. Ja? Tako, najne oblike so se posušile, a ne? In ko se vam izdelki posušijo, jih ne vrš stran, a ne? Ker se mi s tem lahko zdi še igramo, a ne? Taka eno fajn igrco. Če mi te oblike sestavimo med sabo, lahko nastanejo različni predmeti, a ne? Naprimer, kaj smo mi da rekla, če dava skupaj 2 kroga, pa še kakšen, naprimer, pravokotnik, pa dobimo avto, ali pa lahko dodate še kakšen kvadrat gor, pa je to vrnjak. Pa hišta. Naprimer, hiško lahko naredite, ja. Ali pa, če vzameš ti tale pravokotnik, pa jaz en kvadrat, boš ti dodal še trikotnik in smo dobili kaj? Cerkvico smo dobili. Tako lahko sestavite celotno mesto ali pa kar vam pade na pamet, a ne? Uporabite svojo domišljijo in sestavljate predmete, slikice, a ne? Tako. Dobra, mi pa samo še pomahava, a ne? In rečeva, se vidimo v naslednjem videu. Adijo! Adijo! Kvisko živali. Dan otroci, čas je za novih 6 vprašanj. Začnimo. Žirafa, mandril, slon. Katera izmed 3 živali sodi v družino opic? Kaj mislite, katera? Mandril bo držalo. Mandril je ena izmed največjih opic. Samec lahko zraste tudi meter visoko. Tehta od 35 do 45 kg, podobno kot zares velik pes. Opice prebivajo v zelo različnih življenjskih okoljih. Gremo naprej. Drugo vprašanje. Vrana, sova, noj. Katera izmed 3 ptic je aktivna po noči? Kaj mislite, katera izmed 3? Sova. Sove so nočne živali, kar pomeni, da so aktivne takrat, ko mi spimo. Lov jim olajšujejo tudi velike oči, s katerimi dobro vidijo v mraku in celo v temi. Na očesni mrežnici imajo veliko več celic, ki so občutljive za svetlobo kot dnevne živali. Gremo naprej. Tiger, slon, kamela. Katera izmed 3 živali je progasta? No, katera? Tiger, kako pa? Za največjo in najmočnejšo zver velja sibirski tiger. Je največji od vseh tigrov in ima čudovit svetlo progast kožuh.
Živi v zasneženih gozdovih severovzhodne Kitajske in južne Sibirije. Pred mrazom ga varuje topel, gost kožuh z dolgo dlako. Šape ima široke in gosto dlakave. Gremo hitro naprej. Povodni konj, surikata, kača. Katera izmed 3 živali živi v rovih, ki si jih sama izkoplje? Katera izmed 3? Surikata je pravilen odgovor. Surikata je mesojeda žival, ki živi v Južni Afriki, predvsem v savanah, puščavah in polpuščavah, kjer je površje primerno za kopanje rovov. Gre za pravi labirint različnih prostorov, ki imajo številne vhode in izhode, ki si ga čisto same izkopljejo. Ptič tukan, papiga, pav. Katera izmed 3 živali ima največji kljun? Katera izmed 3? Največji kljun ima ptič tukan. Govorimo o ptici iz amazonskega gozda, ki slovi po ogromnem barvitem kljunu. Prehranjuje se sadeži številnih rastlinskih vrst, ki jih spretno obira s svojim velikim kljunom. Svojo prehrano pa dopolnjuje tudi z žuželkami in drugim živalskim plenom. Živijo v Južni Ameriki. Še zadnje vprašanje. Kljunati ježek, lenivec, vidra. Katera izmed 3 živali svoj čas najraje preživlja v vodi? Seveda, to je vidra. Vidra je zver iz družine kun, ki živi tudi na področju Slovenije. Ta sesalec temno-rjave barve je povsem prilagojen življenju v vodi, kjer lovi svoj glavni plen, ribe. Pri plavanju si pomaga z močnim repom, s katerim se poganja skozi vodo. Kvisko, to je to in odlično vam je šlo. Tam v čistem morju morski ježek mirno spi. Potlej pa ga nekaj strese in iz spanca prebudi. Mali bine prvošolec glasno joče in kriči. Nogo dviga ven iz vode, v pavcu ima bodice 3. Ježek pa si misli svoje, ti kar joči ti je prav. Kakšen bi jaz ježek bil, če bi brez vseh bodic ostal. Dober večer, otroci. Ste pripravljeni na novo dogodivščino? Ste? Tokrat s konjem Miškom, ki gre k zobozdravniku. No, pa poglejmo skupaj, kaj zanimivega se mu je pripetilo. Konj Miško pri zobozdravniku. Nekega dne je konj Miško prišel k zobozdravniku, zajcu Maticu. Potrebujem nova prednja zoba, je glasno zarezgetal. Je zmajeval z glavo zajec Matic in si ju ogledoval. Kriva sta, jaz pa hočem, da bi bila ravna in bela, je hitel razlagati konj Miško. Želel je ugajati kobili Filipi, v katero je bil zaljubljen. Ona pa se zanj ni zmenila. Prepričan je bil, da sta tega kriva prav njegova prednja zoba. Res nekoliko štrlita naprej, je ugotovil zajec Matic. Odpri usta, je rekel konju Mišku, da bi si ju lahko bolje ogledal. Toda ko je konj Miško odprl usta, je zajca Matica kar odneslo zaradi neprijetnega vonja, ki je prihajal iz Miškovih ust. No, kaj praviš, je vprašal konj Miško. Tvoji zobje so gnili in luknjičasti, je bil zgrožen zajec Matic. Naj pripravim klešče? Je pohitela zajčkova asistentka, veverica Marjetka. Počakaj še trenutek, je rekel zajec Matic.
Zobje me prav nič ne bolijo, se je branil konj Miško, ki ni hotel priznati, da se je zobozdravnika nadaleč izogibal, ker se ga je bal. Ko te bodo zobje boleli, bo morda že prepozno, je strogo rekel zajec Matic. Prepozno zakaj? Je zanimalo konja Miška. Da bi jih obdržal, je rekel zajec Matic. Mlečni so ti že zdavnaj izpadli, za stalne pa tako slabo skrbiš, da boš kmalu ostal brez njih. Potem te čaka zobna proteza. Jo, se je zgrozil konj Miško. To pa že ne, je pogumno rekel in pomislil na kobilo Filipo. Potem pa sedi na stol, mu je ukazal zajec Matic, ravno ko je skozi vrata zobne ambulante pokukala lisica Mica. Oprostite, je rekla. Po naključju sem ujela vajin pogovor, pa bi rada nekaj pripomnila, če smem. Zajec Matic jo je povabil, naj vstopi. Hvala, je rekla in se široko nasmehnila, da je razkrila zgornje zobe. Konj Miško se je nepremično zastrmel vanje. Ni mogel verjeti, kar je videl. Lisica Mica je imela na zobeh nekaj svetlečega. Poleg tega je imela najbolj zdrave zobe, kar so jih kdaj videli zobozdravniki. Čistila jih je večkrat na dan, zagotovo pa po vsaki jedi. K zajcu Maticu je redno prihajala na pregled, da bi se prepričala, da je z njenimi zobmi vse v najlepšem redu. Kdor hoče imeti lepe in zdrave zobe, je rekla lisica Mica, mora zdravo jesti, sadje in zelenjavo, pa zelo malo ali nič sladkari. Prav ima, je rekel zajec Matic konju Mišku, ki je še kar strmel v lisico Mico. Kaj pa imaš na zobeh? Jo je vprašal in se pretvarjal, da je preslišal, kar je rekla o sladkarijah. Zobni aparat, je rekla lisica Mica. S pisanimi kamenčki? Še vedno ni mogel verjeti konj Miško. Prav imenitno je videti, kaj ne? Se je hvalila lisica Mica in ponosno razkazovala svoje zobe. Konj Miško je vprašujoče pogledal zajca Matica. Tudi jaz hočem imeti ravne zobe. Najprej ti bom pokrpal vse luknje v zobeh, je rekel zajec Matic in se takoj lotil dela. Ali me bo bolelo? Je hotel vedeti konj Miško. Ne bo hudega, toda če boš hotel imeti spet zdrave in lepe zobe, boš moral zdaj malo potrpeti, se mu je nasmehnil zajec Matic. Tako je konj Miško ostal pri zobozdravniku, vse dokler mu ta ni popravil še zadnjega zoba. Potem je dobil še zobni aparat, na katerega je zajec Matic pritrdil pisane kamenčke v obliki srčkov. Tako si je oddahnil, ko je končal z delom. Zdaj so tvoji zobje skoraj kot novi. Ko se je konj Miško pogledal v ogledalo, je zarezgetal od veselja. Potem je zajcu Maticu obljubil, da kmalu spet pride in ponosno zapustil zobno ambulanto. Odtlej je konj Miško redno obiskoval zobozdravnika. Z nošenjem zobnega aparata in z rednim umivanjem zob pa skrbi, da bodo še dolgo ostali lepi in zdravi. Pa še nekaj, kobila Filipa se je vanj zaljubila in mu večno zvestobo obljubila. Upam, da za svoje zobke lepo skrbite, vsaj 2-krat na dan jih umite, zjutraj in zvečer. Zdaj pa hitro spat. Z mehko dekico se pokrite, očke nežno zaprite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč.